zelo všeč ta predstava, ker je bilo glavno? Jaz moram reči, da mi je bila zelo všečna iz večjih razlogov. Čeprav so bile kritike mešane, in je bilo vsega, od navdušenja do gorčenja, kar je po meni zelo dober znak. Mislim, malo drugačne reakcije so bile kot na knjigo. Ampak meni je bilo najprej všeč to, da smo uspeli narediti mičkan drugačno stvar, kot je roman. Da smo šli mičkan v drugo smer in da predstava tudi na nek drugo štimung ustvarja. Kjer je spet bilo enim to fajn, enim pa ni. Da v bistvu režiser se je odločil, da bo naredil zelo čustveno stvar. Vse tudi roman je, ampak tudi tako, da bo na začetku zelo lepo, pa krasno, pa smejali se bomo, pa zelo tako nostalgično, kar roman niti se mi zdi ni to, ker pač je iz neke otroške perspektive. In je šel do konca, igralci so šli do konca in tam je pač eni se zabavajo, drugi pa rečejo, čakaj, kaj je zdaj to, in je tako zelo razdeljeno občinstvo, tako da, ampak potem drugi del ravno zaradi tega je pa toliko močnejši lahko, ko pridemo v današnji čas, in ti zna pa močno, zelo čustveno delovati, in tako da na nek način se mi zdi, ker takih predstav dejansko pri nas ni, takih, ki bi igrali tako na čustva. Naše gledališče je doskrat drugačno, malo tudi doskrat hladno, estetizirano na nekem drugem nivoju. Tukaj pač gledališče, ki ti pripoveduje neko zgodbo. In meni je bilo v bistvu zelo všeč to. Tako da, in je pa res, da pač je bilo pa predvsem zanimivo to, da smo se odmaknili od knjige, ker pač še enkrat isto delati čisto kot je knjiga, mi niti ne bi bilo toliko zanimivo. Tukaj smo šli pa malo stran, ne veliko, še zmer osnovne stvari so tam, ampak glih toliko, da je v bistvu bilo meni zelo zabavno. A mislite, da je v prihodnosti posnet film o tem romanu? Pa to me kar sprašuje, ampak jaz moram reči prvič, potem, ko sem že delal, jaz sem že po svojem prvem romanu posnel film in to je kar naporno. Še enkrat, neko zgodbo si povedal in zdaj moraš še enkrat povedati, samo malo na drugačen način, z drugimi sredstvi. In to ni tako zabavno. Moram reči, da je veliko bolj zabavno snemati nekaj, kar še ni povedano. Na neki scenarij napišeš za film in potem to snemaš. To je moja izkušnja. Drugo je pa to zgodba, ki je v bistvu zelo zahtevna. Prvič je veliko zgodbe, tudi tukaj ta predstava, ki je na odru, traja, mislim, 3 ure. Skratka, se bi dali skrajšati. Jaz sem mislil, da bojo skrajšati, pa niso. Mi je bilo meni tudi na momente malo predolgo, ampak v redu. Ampak dejansko je pa zelo težko, to, mislim, da bi sploh posneli to v Sloveniji v nekih razmerah, predvsem pa jaz ne bi hotel. Zdaj, če bi kdo se najdel, pa bi rekel, a si, tako, ko so prišli iz teatra, pa so rekli, mi bi delali predstavo, če bi prišel nekdo pa rekel, jaz bi delal film, bi jaz verjetno rekel, evo, izvoli. Čeprav mislim, da bi bilo še najboljš narediti neko nadaljevanko, itak so nadaljevanke zdaj bolj popularne od filmov že skoraj, in neko 5-delno, recimo, kjer bi ta zgodba potem nekako ostala taka, kot je, saj približno, mogoče se dala še kje zelo razviti. Tako da je pa to sve, mislim, da predraga stvar za naše trenutne zmožnosti, tako televizijske kot filmske, tako da vse sem zelo skeptičen, tako da, ampak, mogoče čez 10 let, kaj pa vem. Prej smo bili pri Ligi, imate morda še posebno razlog, da ste dali glavnemu junaku Vladan? Pa Vladan, zdaj zelo posebej, jaz moram reči, da pri teh imenih se kar matram najti nekaj imena, ki so meni v redu, mislim, Vladimir je bil recimo moj dedek, tako da to je nek verzija tega imena, recimo, tako da Vladimir je bil dedek, ki je tudi živel tam, kjer se v Puli, kjer se to zgodbo dogaja, tako da to je recimo neka vez. Večkrat me vprašati, zakaj se piše Borojevič. General Borojevič je namreč vsaj v slovenski, pa tako mislim, da v slovenski zgodovini je opisan kot zelo pozitiven junak. Tukaj je pa pač ime to vojnega zločinca. Ta general Borojevič je pa general, avstro-ogrski general srbske narodnosti, skratka, Srbi so ga imeli se je bojil proti Srbom, in je v bistvu njegova zasluga, danes, mislim, je v tem, da je postavil fronto, tam na Soško fronto je on določil, kje bo fronta, in vprašanje, če bi ne bi bilo njega, ne bi bila samo fronta pri Zagrebu, in vprašanje, a bi bila sploh danes Slovenija ali ne bi bilo, bi verjetno padla pol pod Italijo ali pa
in kaj bi se zelo dogajalo, ne vemo. No, v glavnem, on tako je zelo pozitiven lik, ne, in ta Borojević pač ni toliko pogost priimek, skratka, ko rečeš general Borojević, vsi pomislijo na njega, ne, tisti, ki poznajo to. Ne. Ampak jaz pravim, da ravno mogoče tudi zaradi tega se mi je zdel, ker spet se vračam na tisto, ko hočeš nekaj tudi tega vojnega zločinca narediti tako, da ga imaš na nek način rad in da je mešanica pozitivnega in negativnega. Ne. In tudi tukaj z imenom pač, da mu daš nekaj pozitivno, Borojević zveni pozitivno, ne daš mu, ne vem, Karadžić ali pa Mladić, ki bi ti takoj sugerirali nekaj negativnega. Ne. Tako da probam najti tudi imena drugih junakov taka, da pač nekako se ti prekupijo, ne, da niso zdaj že imena, včasih imajo kakšni, ne vem, pri Dostojevskem je to že tako, da kakšno ime že sugerira njegovo lastnost. Ne. Jaz probam najti taka, da so ti vsem prikupna, ne, mislim, pa da imajo nek, mislim, da nekje jih lahko začutiš, no, tudi. Pozivam, predvsem jaz, da jih začutim tudi, da rečem, to je pa, da meni všeč ime, recimo, nekoga. A pa ste tudi ohranili stike iz dvojstva, pa prijateljev, ki služijo? Kako, mislim, nekaj ohraniš, nekaj se izgubi, ne, mislim, dejstvo je, da pač se ljudje razselijo, grejo po vsem svetu, to je, mislim, jaz imam stike z določenimi ljudi iz osnovne šole, srednje šole, povsod nekaj ostane, nekaj se pa izgubi, te nikoli ne veš, ne, pa nekaj se pol spet vrne, ko misliš, da je izgubljeno, pa se spet oživi, ne. Tudi te sorodnike na nek način uspeš vzpostaviti, samo je pa zelo težko, da on bolj, ko enkrat imaš svoje življenje, pa svojo družino, tako na tak slike vzpostavljati kot nekoč, ne. Danes sicer pravim tudi, danes je ogromno, je lažji seveda, mislim, ker imaš vse te Facebooke, ne vem, Skype, ne vem, kaj, Viber, vse lahko komuniciraš s komarkoli, kadar češ, v bistvu pa vedno manj komuniciramo, ker noben nima časa, ne, ker mu to sam cajt jemlje v bistvu neke komunikacije, pa ni, ne. Tako da je dostakrat, ne vem, teži se danes zbrati ljudi na kup pa se srečati, kot je bilo včasih, se meni zdi, ne. Ampak nekaj pač, nekaj ostane, ne, se z ničemer v resnici ne pretrgaš, ne, mislim, jaz se preselil s Fužin, pa, ne vem, ne hodim več tako v Bosno, kot sem včasih hodil, ampak to ostaja, ne, neke vezi ostanejo. Sploh pol, ko si starejši, ugotoviš, da v bistvu, da 5 let, recimo, lahko mine, pa se nekje nič ne spremeni v nekem odnosu, ne, včasih, ne vem, če se s kom v srednji šoli 2 tedna nisi videl, pa se že skoraj nisi poznal več, ne. Pol pa v enem trenutku vidiš, da pri enih ljudeh, sploh tistih iz otroštva, tudi 5 let mine, pa sam nadaljuješ tam, kjer si začel, ker si pač toliko močen odnos, ne, toliko let si bil skupaj, toliko si imel neko prijateljstvo, tako da. Provladamo je pač opazno, da mu manjka več odraščenja. Sam pride tudi v realnem življenju več zelo pomembno. Jaz mislim, da je pač vse, mislim, zdaj, ker sem jaz oče, bom zdaj rekel, da je, ne, da sem jaz tudi pomemben svojim otrokom, ne. Ampak tako je, ne, mislim, a je to oče, mislim, odvisno je, a ga imaš, ne, jaz mislim, da je pač ta izguba, da nekaj si imel, pa ostal brez tega, ne, zdaj, če bi Vladan bil od rojstva brez očeta, bi to že nekdo drug nadomestil, ne. Mislim, da je največji problem tam, ko nekaj imaš, pa potem tega nimaš več. To je ta izguba, ki te prizadane, ne. Jaz poznam kar nekaj ljudi, ki niso imeli očeta, recimo, ampak so zrastali brez, oziroma je bil ta oče nekje se je pojavljal pa zginjal, ne. Pa jim nič ne manjka, nimajo te izgube, no. Ali pa je oče zapustil, ko so bili še zelo majhni, pa se niti ne spomnijo ga, ne. Skratka, te izgube na ta način ne čutijo, ne. Vladan je bil v 11 let, imel je očeta, ki je bil zelo pomemben in potem je to zginil, ne. To je pač ta na eden največjih teh rekov v Bosni je, mislim, da Bog da imo, pa nemo. To je najhujš, kar se ti lahko zgodi, ne? In to dostakrat se misli tudi v finančnem smislu, ne? Ampak tudi v tem emotivnem, ne? Da je v bistvu najhujš, ko nekaj imaš, pa pol nimaš, ne? In tam pač to v obeh primerih to deluje, ne? Zato je pač ta izguba tako močna. Jaz ne verjamem, da je zdaj nujno, da imaš od rojstva, mislim, se da tudi brez, pa čisto v redu skozi priti, ne, ne zdi se mi to, da zdaj moraš imeti očeta, ne, mislim, to bi bilo, me preveč ljudi, ki dokazuje nasprotno, ne, pa mislim, zdaj verjetno tudi sigurno nekdo tukaj živi brez očeta,
pa je čisto v redu. Ne? Bo čisto v redu zrastel odraslega človeka in mu to ne bo priznal. Ne? Nekoga pa lahko to trajno zaznamuje, ampak mislim, da bolj v tem smislu, da nekaj imaš, pa potem nimaš več. Ne? Lili. Mogoče nisem slišala na začetku, a ste pisali že v srednji šoli oziroma v osnovni, mogoče ste že čutili to nagnjenost? Ali mogoče Ja, jaz... Konc. Se čutim že nemir, to je 45 minut. Ja, tako je, da v bistvu jaz sem neki v bistvu zelo resno pisal nisem. Ne. Čeprav sem izdal ten konc srednje šole, sem izdal neko pesniško zbirko, ampak to je spravim, da je bila tako malo tist nekaj, ki sem se mogel izraziti. Neko potrebo po izražanju sem imel, sploh takrat sem malo že zaključeval to svojo košarkarsko kariero, sem videl, da v tem smeri ne bo nič, ne. In sem verjetno iskal neke druge načine, da se izrazim. Vedno sem rad pisal te šolske spise, vedno sem bil preveč sem vključil preveč domišljije in nekega razmišljanja, premalo znanja, tako da nikoli nisem bil dobro ocenjen. Ne. Bolj ali manj so redki eseji, ki sem jih jaz pisal 5 ali pa tudi 4, ne, ker vedno je bilo to preveč svobodomiselno. Tako da tudi maturitetni esej, mislim, da sem dobil 3. Ampak ta ljubezen do pisanja je pa ostala. Ne. Tako da, ampak je bila nekje, pol se je izražala več nekaj časa skozi film, pa pisanje za film in potem pa šele po akademiji nekako sem začel pisati najprej te neke tekste publicistične, pa potem kolumne in potem šele v bistvu ščefuri v bistvu neko prozo recimo. Ne. Poeziji se nisem nikoli vrnil, no, tako moram reči, da razen tesnih čestitk, ki jih moraš kakšno kitico spisati, to so še, ampak kakšne resne poezije se pa ne lotevam več. Čeprav sem kao z njo začel, ampak tako da ni, mislim, sem nekje čutil, da to rad počnem, ampak nekje so bile takrat mi druge stvari pomembne. Tako da tudi zelo veliko bral, mislim, jaz sem bral kot otrok zelo veliko, pa od puberteti, ki me je pa počel pač tako, je pa tako, kot sem prej razlagal, ne, nobeno okrog mene ni bral, jaz tudi se ja ne bom, ne, mislim, kdo je pa zdaj bere knjige, ne. Tudi te knjige, ki so nam prišle v roke, pri pouku ni bila nobena taka, da bi te res pritegnila, kar se mi zdi malo, to vedno povem, malo problem tega, kaj dobijo mladi v bistvu, ker vse je fajn poznati, pa neke osnove zveš, ampak je fajn, da včasih zaide k njim tudi kakšna knjiga, mogoče ni glih klasika, pa ni najboljša, ampak je njihovim letom primerna, pa nekaj, kar jih bo pritegnili, da berejo. Ne. Ker pač ene knjige, jaz vem, da sem pač zamudil, da bi jih mogel brati, ko sem bil star 14-15 let, pa takrat pač nisem bral, sem pol začel 3-4-letnih šele brati. Ne. Tako da, zdaj pa vzorov, pa tako, ne vem, če imam prav klasične vzore, jaz tudi mislim tako, se mi zdi, da tudi z vsakim časom prihajajo različni, ne vem, mislim, je čas, ko ne vem, zdaj berem Kafko, pa mi je super, če bi ga mogel brati 10 let nazaj, bi gledal, kaj je to. Zdaj se pa blazno zabavam. Zdaj se mi pa zdi blazno zabavam, pa se sprašujem, a so nam v srednji šoli povedali, da je ta pisatelj tako zabaven. Ne? To je tako zelo zabavno, če si znaš to predstavljati. Ne? In se pač realno verjetno, da mogoče tudi, če bi mi, da takrat tega ne bi tako razumel. Ne? Da tudi, če bi poskušal brati, bi bil, mislim... Tako da pač se mi zdi, da pač kakor obdobje neke pisatelji najdeš, včasih mogoče tudi kakšnega neposrečeno zbereš, ali si že prestar, ali si ga premlad zanga, ne, tako da vem, da mislim svoj čas, mislim, pač sem bral popolnoma drugačne knjige, kot jih berem danes, ne, mislim, bo všeč drugačne knjige, ne vem, 10 let nazaj, 15, ne, tako da to se spreminja, ne, tako kot se verjetno tudi moje pisanje spreminja ravno pod tem vtisom literature. Kakšno bilo pa nadaljevanje romana, pa če bi napisali še kakšen del? A Jugoslavije? Ja. Pa ne vem, mislim, kaj bi se zdaj Vladanom zgodilo. Mislim, jaz sem tako, ker pač te like imaš tako nekako, marš rad bi si pač želel, da si nekako to življenje uredi, da si najde eno punco, ne vem pa, če je to Nadja ali kakera druga, si nekako to najde, neke tudi prijatelje, da zaživi neko normalno življenje, da zdaj, ko je nekaj saj približno razčistil s tem očetom, da njegova življenje steče po teh nekih, da si najde neko malo bolj službo, da si najde neko, mislim, punco, družino in živi neko dolgočasno življenje, hod na smučanje na morje, nekam v Pariz, v London, mislim, da uživa malo, mislim, da
da ne razmišlja več o teh težkih temah, ne, da gre čez to. Ne. Čeprav po drugi strani mislim, se o tem ne da napisati romana, ker bi bil tako dolgočasen, da bi še jaz zaspal med pisanjem. Ne. Ampak tako si nekako želiš, ne. Ampak predstavljam si pa, da bo imel pa še kakšen pretres, preden se bo dokončno ustalil. No. Lucija, bo še ti vprašala. Ta gospa je namreč navdušena bralka kolumna, sem je slišala. Mene je v knjigi najbolj presunilo to pogled v človeško dušo, to imamo. Me zanima, odkot izvira to? Pa ne vem, mislim, odkot zdaj izvira, verjetno v tem, da pač od nekdaj hočeš stvari razumeti. Ne? Saj jaz, mislim, ne vem. Mene vedno zanima, zakaj se ljudje obnašajo tako kot se. Ne? Začenši z mojo družino, ne? Prijatelji, sorodniki, ta potreba, da jih razumeš. Ne? Mislim, meni ni bilo dosti, nekdo je pač takšen. Ne? Jaz sem imel še to, zakaj. Ne? Vedno, in že kot otrok verjetno začneš razmišljati o tem. Ne? Zdaj, a je to podedovano, ali se tega naučiš, jaz to ne znam povedati. To te tudi potem pripeljati, zakaj pišeš, ne? Zato, ker hočeš razumeti, zakaj so ljudje takšni, kot so. Ne? To je tisto, ti se v bistvu sprašuješ, ne? Da se mislim, ker če imaš odgovor, ga napišeš, ne vem, na Facebooku ga daš, če imaš nek odgovor. Pišeš romane o stvareh, ki jih ne moš čisto razumeti, ki te preganja. Ne? Zakaj se zdaj plete te ženski po glavi? Ne? Kaj se plete vojnemu zločincu po glavi? Ne? Tukaj vedno se pol poskušaš približati. Ne? Jaz ne bom rekel, da pač mi je čisto jasno, kaj se, ne vem, komurkoli dogaja v glavi. Ne? Mislim, tudi mojim junakom ne. Mislim, pač tukaj pač se približuješ neki resnici. Ne? Pač nikoli ne veš, a si se čisto približal. A bo kdo rekel, čak, to pa je čisto nelogično, da bi ta ženska pa tako reagirala. Ne? To je vedno, ko si napišeš neko zgodbo o nekega lika, ne? Ali je to moški ali ženska, ne? Je vedno obstaja možnost, da bo nekdo prebral, bo rekel, čak, to je pa čisto nelogično, tako pa noben človek ne bi reagiral. Ne? Ampak nekako je pa osnova je pa ta, da se pač sprašuješ, ne? Da pač poskušaš razumeti. Ne? In to je meni se zdi pač, da vse pač na tem svetu je treba poskusiti razumeti. Se ni nujno, da boš, ne? Ampak ne, obsodim pač bi radi tako obsodili, ok, ta je pa tak in to je narobe, ne? V redu, ampak zakaj, ne? To je v bistvu, zakaj sem napisal prvi roman, zato ker se mi je zdelo, da bi bilo fajn razumeti te fante, ki počnejo to, kar počnejo, pa nam ni všeč. Ne da pač rečemo, ok, te so pa taki čefuri. Ne? Vse v redu, so čefuri, ampak zakaj? Ne? Tako da v bistvu pri vseh teh mojih zgovorih je v bistvu vedno vprašanje, zakaj? Ne? In zdaj, če mi to pol rata, sem zadovoljen. Ne? Zdaj pa zgodi tudi, da mogoče kdaj ne rata čiste. Vprašal, Andrej? Ja, mene pa zanima, glede na to, da ste pisatelj, kolumnist, režiser, kaj najraje počnete? Ja, trenutno v bistvu najraje počnem tisto, za kar imam čas in to so samo kolumne, ker imam se na porodiškem dopustu. Ampak tako da bi vse počel, pa ni časa. Ne, trenutno mi moram reči, da pač že zadnja leta bolj čutim, da mi paše pisanje, zato ker enostavno je najbolj nekako lagodno. Ne? Življenje pisatelja, če ti uspe nekako s tem preživeti, kar je, moram reči, zelo težko, ampak če pišeš tako, kot jaz, ne vem, 2 kolumni tedensko, pa vsake to kakšen roman, pa še kakšen članek, pa tako, potem to nekako gre, ne? Pa tudi za gledališče pišem, mislim, da sploh pisanje je tako zelo tako življenje, ki je lagodno. Filmsko življenje je sicer avanturistično, je pa zelo naporno in je tako, da v bistvu v enem trenutku ne veš, a si pripravljen, ne vem, spet se odklopiti od tega sveta za pol leta ali pa leto, ne, pa spet narediti en film, ne, ker to zahteva. Ne. Snemanje sicer traja 2 meseca, ampak priprave trajajo tudi do pol leta ali pa več. Finalizacija filma, potem nadaljnjih pol leta, potem pa še vse premiere, pa promocije in tako naprej. Skratka, to je zelo naporno in stresno. Ne? In povezan z velikimi denarji, skratka, spet določen pritisk je večji. Ne? Tukaj pač moje knjige pač nekako niso, nobenega ne obremenjujejo, prej kakšen denar prinesejo. Tako da v tem smislu
se pravi, mi je to življenje pisatelja, čeprav je malo bolj dolgočasno, ampak nekje verjetno v takem obdobju v življenjskem, da imam čisto dosti drugih avantur, da mi ta v poklicnem življenju mi to čisto zadostuje. Tako da verjetno me bo slej ko prej zamikal, da bi spet se kakšnega filma lotil, ta ljubezen sigurno bo ostala, ampak trenutno pa najraj pišem, no, mislim, in pa največ pišem kolumne, zato ker dejansko trenutno imam čas samo za preživljanje, skratka, tisto, kar je nujno, ne, tako da na srečo sem pa en roman spisal še pol leta in bo zdaj pač šel v kratkem, tako da bo zgledal, kot da tudi zelo veliko literarno ustvarjam, ampak to je posledica dela v preteklih letih. Nastaja kakšna nova knjiga? Ja, ravno je nastala v bistvu, no. Tako da zdaj sicer še finalizacija pa lektura, pa tam zdaj dobivam nazaj, tako kot vi, popravljene vse, z rdečo označene vse in se gledam in se sramujem samega sebe in svojega znanja slovenščine, ne, ampak to je pač tako, ne, ker imaš debel 400 strani teksta, pol kar nekaj vajc pozabiš. Nažalost ne sam vajc. Ja.